Berilo iz knjige preroka Ezekijela. Tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz sam poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ki je sredi med razklopljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razklopile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pazil svoje ovce in sam jim bom dal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasil bom, kakor je prav, vi pa moja čreda, glejte, govori Gospod Bog. Sodil bom med ovce in ovce, med ovni in kozli. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, ko dan počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena, pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me boste spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Darilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristus je ostal od mrtvih, prvenac tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni, vendar vsak po vrsti. Najprej Kristus, potem pa v njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin sam podvrgal njemu, ki mu je vse podvrgal, da bo Bog vse vsem. To je Božja beseda. Bogu hvala. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Ko pride sin človekov v svojem veličanstvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestolu svojega veličanstva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprijeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, viječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali ženega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprijeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: Proči izpred mene, prekleti v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom.
Kaj delačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tuje sem bil in me niste sprijeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in vječi in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili, Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega, ali tujca ali nagega, ali bolnega ali vječi in ti nismo postregli. Tedaj jim bo odgovoril, resnično povem vam, česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot sem na začetku svete maše povedal, danes je Kristus kralj vesoljstva. Za našo nedeljo zaključujemo liturgično leto v cerkvi. Naslednja bo že prva adventna nedelja. Poslušali smo o poslednji sodbi, ki jo najdemo samo pri evangelistu Mateju. Ko bo zadonela poslednja tromba, bodo mrtvi oživeli in vsi se bomo prikazali pred Kristusovim sodnim stolom. Tedaj bo vsakdo svojem po tem, kar je na zemlji delal dobro ali hudo. Nekaj današnje razmišljanj sem vzel iz knjige Janeza Zupeta, ki piše za nedelje. Malo sem si pomagal. Ko danes razmišljamo o tem zadnjem odločilnem trenutku, nas prevevajo različni občutki, med katerimi morda pri večini nas lahko rečemo, da pride tisti strah, nam pridejo morda tista slaba dejanja najprej v misli, torej tisto, kar nismo storili, kar smo slabega storili, in nas je strah, kaj se bo zgodilo. Večini jaz mislim, da tako prevladuje. Strah nas je pred Gospodom, ker vemo, da je on nepodkopljiv. Pred njim se ne bomo mogli izgovarjati. Po drugi strani pa vemo, da Bog ni maščevalen in da nam bo pravično plačal. To je, kar smo dobrega storili, smo ne bo nobenih težav. Človek, ko razmišlja o končnosti, o poslednjih rečeh, ko se bomo srečali z našim Gospodom, lahko zapademo v dve skrajnosti. Ena skrajnost je tista prva, ko lahko rečemo, da je Bog zelo, zelo strogi sodnik, ki hudo zelo kaznuje in da bomo vsak greh zelo drago plačali. Druga skrajnost je pa tista, ko Bog je milostljiv, odpušča, ljubeč, nam bo vse odpustil, tukaj na zemlji lahko uživamo, delamo, kar se nam zahoče, vse nam bo na koncu vse odpuščeno, tudi zadnjo minuto. Torej te dve skrajnosti, kamor lahko človek gre. Mislim, da vsakdo izmed nas se strinja, da je Bog res čista ljubezen, odpuščanje, dobrota, da vsakomur želi samo dobro, da ne želi, da bi se kdo pogubil. Samo spomnimo se prilike o izgubljenem sinu. To je na prvi zgodb, ki jih tudi mi pri veruko, ki jo otroci poslušajo, ker je tudi dokaj razumljiva. Imamo izgubljenega sina, ki gre od hiše, se zapravi, greši na veliko, se vrne domov, se kesamo je žal svojih dejanj. In kaj oče stori na koncu? Sprejme ga, celo ga objame. Torej je dovolj, da se človek vrne k očetu in se pokesa svojih dejanj. Lep zgled tega nam je sveta spoved. Ko nam je žal dejanj, gremo k Gospodu in pred Gospodom povemo, zakaj nam je žal. In seveda Bog nam odpušča, nam odpusti vse tisto. Zakaj se potem človek boji srečanja z Gospodom, če je Gospod dober, ljubeč, usmiljen? Jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ko bomo enkrat pred Gospodom, ko ga bomo videli iz obličja v obličje, tukaj na zemlji lahko čutimo njegovo navzočnost, tudi pri spovedi,
recimo, kot sem prej rekel, lahko doživljamo. Ampak jaz mislim, da nas je predvsem strah tega, ko človek pred Bogom, ki je popoln, da spoznamo sebe v tisti majhnosti, da vidimo sebe, kako nepopolni smo, kaj vse smo slabega naredili, morda v tistem odločilnem trenutku bomo videli vse tisto slabo in bomo videli, nam bo žal nam bo tistih dejanj, kar smo iztorili, ko bomo pred Bogom, ki je čista ljubezen. In mislim, da predvsem zaradi tega, da bomo sebe videli svojih krhkosti, kako nepopolni smo in nam bo žal teh dejanj. Na koncu bomo tudi spoznali, da ni Bog tisti, ki nas sodi, ampak sodili se bomo sami ali pa naša dejanja, ki smo jih storili ali pa jih nismo storili. To nas bo na koncu sodilo. Torej, dejanja so lahko dobra ali slaba, plemenita in sebična. Odločilo bo to, kam se bo tedaj nagnila tehtnica, na levo ali na desno. Zato Jezus, ko govori o poslednji sodbi, poudari potrebnost dobrih del, potrebnost odprtosti in solidarnosti do drugih. Brez tega, brez dobrote, usmiljenja in ljubezni ne bomo mogli priti v življenje. Noben človek ni tako reven ali osamljen, da ne bi mogel vsaj koga ljubiti, vsaj komu storiti kaj dobrega. Včasih je kdo zelo bolan, pa si misli, se nič dobrega na svetu ne naredim, nič ne moram narediti. Ampak tudi ta lahko z darovanjem svoje bolezni, molitvijo, stori veliko dobrega za druge in če potrpežljivo prenaša svojo bolezen. Še več možnosti za dobrodelnost pa imamo zdravi. Dela usmiljenja so tista, ki bodo na koncu našega življenja pomembna. Karkoli ste storili enemu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Jezus je navzoč v mojem bližnjem, torej vse tisto, kar storimo drugemu, storimo Bogu. Zato imejmo to pred očmi. Najprej, sedaj v tej korona krizi, lahko največ dobrega naredimo seveda doma, našim bližnjim. Seveda tudi že prej je dobro začeti doma, s kakršnokoli pozornostjo, nasmehom, spodbudno, lepo besedo, ali pa pokličemo babico, dedka. Bi vas povabil tudi, da bi morda v tem tednu, da se spomnite vseh tistih dejanj, del usmiljenja, ali pa danes, ko je nedelja, lahko tudi danes, se morda tudi v krogu družine lahko podelite drug z drugim, ali pa tisti, ki so sami, da se samo spomnite tista dela dobra, ki ste jih storili. Včasih je človek misli, da se bo hvalil s tem, če razmišlja o tem, pa govori drugemu, kaj dobrega naredil, ampak jaz mislim pa, da je prav, da se tudi tega zavedamo. Včeraj, ko sem imel mladinsko skupino, mi je bil prav ena lepa podelitev, ampak predvsem ni toliko vsebina, ampak od enega mladinca, ki je rekel, kako je bil ponosen nase, da je nekaj dobrega naredil. Mislim, da je tudi to smisel, ko se spominjamo tega, da začutimo tudi ob tem našo vrednost, našo pomembnost, da se včasih človek misli, da nič dobrega ne naredi, lahko že samo eno lepo besedo ali pa z eno pomočjo drugemu se zelo dobro počuti, da sem nekaj dobrega naredil. Mislim, da so dela usmiljenja najbolj pomembno v življenju. Vse druge stvari, ne vem, kaj smo ustvarili, ni tako pomembno, vredno, pač ljubezen do drugega. Današnji praznik nas hoče spodbuditi, da bi pogosteje mislili na srečanje z Božjim sodnikom. Misel nas ne sme torej plašiti, ampak nam mora biti učinkovita pobuda za vztrajanje v dobrem, za vedno novo odločanje, za nesebičnost, za večjo ljubezen do Boga in poštenost do ljudi. To pa seveda ne moremo iz lastne moči, zato se obračajmo na Gospoda in ga prosimo pomoči.